Na stotine ljudi je čakalo, da so odprli Applove poslovalnice v Pekingu in Hongkongu, da so lahko prevzeli nove iPhone X. Prihodki iz naslova prodaje telefonov so nad tržnimi pričakovanji. Prav tako so se povečali prihodki iz naslova prodaje telefonov na Kitajskem. Prihodki od prodaje mobilnih telefonov so bili tisti, ki so podjetje Apple dvignili v največjo in najmočnejšo tehnološko družbo. V New Yorku so ponovno odprli kolesarsko pot, ki je bila pred nekaj dnevi tarča terorističnega napada. Ljudje so položili cvetje, privezali balone in prižgali sveče v spomin na vse, ki so v napadu izgubili življenje. Prebivalce in obiskovalce New Yorka se opogumlja s sloganom "Mi smo močnejši, mi smo New York". Ta napad je prvi po napadu 11. septembra 2001, ko je v napadu na World Trade Center umrlo več kot 2600 ljudi. Italijanska modna hiša Dolce & Gabbana je v središču Londona prižgala božične luči v znameniti veleblagovnici Harrods v Knightsbridgeu. Modna hiša je skupaj z veleblagovnico okrasila in pričarala že v novembru božično vzdušje. Božično vzdušje prikazuje prizore iz različnih delov italijanskega življenja. Italijanski božič Dolce & Gabbana bo na ogled v Harrodsu do 28. decembra. V New Yorku že 25. leto zapored poteka festival Construction, na katerem se oblikovalci, arhitekti in inženirji velikih konstrukcij pomerijo v gradnji in oblikovanju skulptur iz polnih pločevink. Tako je letos 27 ekip preoblikovalo okrog 80 tisoč pločevink v umetniške skulpture, kot so kocke, velikanski lotosov cvet, Pac-mana in 8 metrov visoko ananasovo strukturo. Pločevinke bodo po koncu natečaja razdelili med lačne prebivalce New Yorka. Njihov namen je, da na kreativen način nahranijo nekaj izmed več kot milijon lačnih Newyorčanov. S pločevinkami bodo nahranili 45 tisoč družin, vendar se vsi zavedajo, da je to samo kaplja v morje za New York.